če je kakšno vprašanje. Ja. Denis Sarkič Vest, gospod Strnad, ne vem, ali bi se čustvoval z vami ali ne, ampak vseeno. Zdaj, ko ste polnoletni, ali ni navadno tako, da polnoletni ljudje hodijo iz starševskega gnezda, v bistvu si najdete neke nove, moderne prostore. Ko je bila LDS na oblasti, tudi ni v bistvu imela svojih prostorov, oziroma si je morala najemati neke prostore. Me zanima, zakaj niste o tem prej razmišljali, če ste vedeli, da v bistvu je ta stvar že taka, da se vas lahko izseli? No, nekako problem je širši. In kot vem, imajo vse parlamentarne stranke, razen Pahorjeve SD, poslovne prostore v najem. Gotovo bi bilo dobro razmišljati o tem problemu, mislim, mi smo razmišljali o tem problemu že prej, vendar nekako nismo pričakovali, da nas lahko vržejo iz prostorov, ki so bili dodeljeni v času delitve premoženja družbeno-političnih organizacij in je bilo rečeno, da se bodo te stvari tudi za politične stranke uredile. Tako da zdaj smo pred tem problemom in ga bomo očitno morali reševati. Pod vprašanje, kje so tiste ostale dve lokacije, ki so vam ponudili poleg te ene? Ena je bila za Bežigradom, bivša občina, druga pa je tam je v, mislim, da tam je nasprot sodišča v tretjem nadstropju. Glavno sodišča, ne kako je že ta ulica se ima. Trdinova, Miklošičeva ali Dalmatinova? Tako so delovski sindikati? Ne, tako je banka spodaj. Je Vilharjev, vidno Vilharjev je. Ljubljanska banka spodaj. Nataša Marković-Cvet, povedal ste eno srce parajočo zgodbo. Zanima me, zakaj bo to slabo vplivalo na vašo stranko, glede na to, da bojo to drugi izvajalci delali, ne sami vi. Težko si predstavljam, da bi vi nosili škatle, koliko se boste sam preselili. Druga stvar je pa me zanima, če lahko ali morda vpliva to na, menite, da je to povezano s tem, ko ste gospodu Janković oziroma mestni občini odtujili del denarja, mu je bilo vzeto. Menite, da je to nekaj povračilni udarec? Če začnemo s tem drugim, tega ni storila Slovenska demokratska stranka, ne vem, če bo sploh storjeno, mislim, da je to pač, so drugi bolj pristojni za komentar. Je pa nenavadno, da se je to zgodilo, ne trdim pa, da se je to zgodilo zaradi tega. Če je zgodba srce porajoča, ne vem, jaz sem pač povedal resnico. Je pa dejstvo, da se resna politična stranka začne na volitve pripravljati vsaj eno leto ali prej, tisto leto, ko je volilno, pa navadi so vse aktivnosti usmerjene v volitve. Je težko razmišljati o lokacijah, kamor se bomo preselili, kjer bomo imeli prostore. To je sestavni del delovanja stranke in težko ločimo. Zato je pač neprimeren čas po našem mnenju. Lansko leto bilo to lažje narediti. Gregor Jagovič, iz Slovenije. Gospod, lahko mogoče dati komentar, imate občutek, da gre pri vsem tem za politično ozadje? Kot sem že rekel, stvar je nenavadna. Po mojem mnenju direktnega političnega ozadja nima, je pa težko to ločnico potegniti. Nenavadno je, da smo ravno edina politična stranka, da se pač, kakor slišim, nepremičnine v Ljubljani prodajajo in da ravno našo hišo mestna občina Ljubljana potrebuje za preselitev zavoda in pa zaradi, kako je še navedeno, zaradi prostorske stiske. Pravi, da indici so vendarle nekoliko težijo v tem. To težko. Novica Mihajlović Finance. Dajte vi nam povedati, koliko kvadratov imate, koliko ljudi tukaj dela in koliko plačujete mesečno na nedeljo? Tukaj je, mislim, da boste dobili gradivo, iz katerega je razvidno, da je koliko je tega najemu, točno v prostorih. Najemnina je za politične stranke, to verjetno poznate. Ne poznamo. Nekoliko nižja, kot je za druge porabnike. In mislim, da plačujemo v tem trenutku okoli 2000 evrov najemnine. Koliko kvadratov? Kvadrat je 531.
vključno s hodniki, s skupnimi prostori. In ti prostori so dokaj slabem stanju, če bilo. Koliko ljudi pa dela tukaj? Tukaj je zaposlenih 8 ljudi, imamo pa nekaj prostorov, kot so ti skupni prostori, še prostori za sprejem gostov. Tukaj te pa pač vsaka stranka nujno rabi in niso zasedeni stalno, jih pa pač eno sobo za goste, predsednikovo sobo rabi. Pa to je precej razkošno, ne? Če deliš teh 530 kvadratov na 8, to je kar lepa kvadratura po glavi. No, če si pogledate prostori so kar veliki. No. Ja, eno stanovanje je to. Ne vem, če je razkošno, to A se vam ne zdi, da bi bilo za stranko cenej za 8 ljudi najeti modernejše, bolj ugodne prostore nekje druge, ne vem? Vse teh variante bomo verjetno zdaj razmišljali. Ampak do zdaj pa o tem niste razmišljali? Nismo, ker smo smatrali, da imamo redno pogodbo podpisano za nedoločen čas. No, ampak če je za politična stranka ta najemnina nižja, potem bo najbrž za nekoga drugega ta najemnina višja, se pravi, mestna občina želi od nekje pridobiti denar, glede na to, da jim v proračunu manjka. Kako pa to komentirate? Kot sem že povedal, bodo noter preselili javni zavod. Kateri ustanovitelji so, kakšne so najemnine za njih, pa ne več, to mora nič njih vprašati. A pa ste v bistvu, kako so se že... Očitno se jim ne splača, da si med tukaj prostoru. Ko so bili pogovori, da bo občina obnovila najprej hišo, potem jo dala naslednjemu najemniku, kakorkoli smo morali biti takrat že tudi povabili, da bi šli začasno v neke druge prostore in potem spet nazaj. Na to opcijo smo mi ponudili. Mi smo bili pripravljeni se dogovarjati, tudi že prej, ne samo v tej rundi, da se pač začasno preselimo, ker se zavedamo, da je nemogoče prostore obnavljati pa biti noter. Enkrat smo bili že zelo blizu te rešitve, ko so pač gor začeli prenavljati, pa se je stvar ustavila. Mi smo se povedali, da se gor preselili, pa bi tukaj se pač prenavljali. Zdaj v zadnji fazi, kot sem že rekel, nam je bilo pa jasno povedano, da te prostore pač se ne moramo več vrniti. Tukaj v teh prostorih delujejo še kakšne druge organizacije, oziroma mislim, da tukaj tudi nek tednik Demokracija, uredništvo, ali se motim? Ja, uredništvo spodaj. Se pravi, bi lahko sklepali, da so to neke politične kalkulacije, ne. Da se ne da. Samo še to, a gre ekip Jožeta Pučnika z vami? Se bo predsednik, zakaj se predsednik stranke o tem ne pogovori z Jankovićem? Vseeno, da? Tega ne vem. Mislim, da se ni še. Če bo pripravljenost na pogovor, mora biti oboja stranska. Hvala lepa. Torej, ekip Jožeta Pučnika tudi odhaja. In verjetno tudi Rudolf Meister. Nisem uspel vprašati, ker je gospod že